Spoštovani človek, ki je mi pustil na pol požrto torto na moji mizi, dragi balonarji in gospod Brut iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Poslanci v državnem zboru imajo na današnjem dnevnem redu interpelacijo zoper notranjo ministrico Katarino Kresalovo, ki smo jo včeraj videli v lepi, taki roza-beli obleki. Zaradi napovedi izdanja dopolnilnih odločb, seveda, tem izbrisanim, ki jih je vložila kdo drug kot SDS. Še pred razpravo se je pa pojavila peticija, ne boste verjeli, s katero podpisani podpirajo prizadevanja notranje ministrice, ne, te iste, ki bo interpelirana, da izvrši te odločbe ustavnega sodišča iz še pamti veka časa Drnovška, ki je zdaj pokojni in tako. Med podpisanim je pa tudi, poglejte ga, pojavil se je, ne, ravno ko smo ga hoteli povabiti v rubriko Kje so zdaj, Milan Kučan. Predvsem mislim, da je skrajni čas, da država opere sebe to moralno, pravno in politično sramoto, ki se ji reče izbrisane. Gospa ministrica Kresalova dela stvari, ki so po mojem mnenju pomemben korak v to smer. Mi je pa po svoje nenavadno, skoraj bi rekel sramotno in nerazumljivo, da je po tolikih letih potrebno s tem zvezi še podpisovati kakršnokoli listino podpore. No, v SDS-u, ne, pa medtem še vedno vztrajajo pri tem ustavnem zakonu, istem, ki smo ga prej omenjali, s katerim bi zaobšli odločitev ustavnega sodišča, obenem, ne, pa ponavljajo, da gre pri početju ministrice Kresalove za nabiranje, ne boste verjeli, novih volivcev. SDS-ovo opozarjanje na višino odškodnin, ki naj bi jih dobili izbrisani, je pa Milan Kučan označil za manipulacijo. Ena od manipulacij so te odškodnine, s katerimi strašijo ljudi. Prav tako kot je manipulacija, da so te stvari povezane z državljanstvom in da gre predvsem za tiste, ki so aktivno z orožjem v roki sodelovali zoper osamosvojitev Slovenije. No, je pa nekdanji notranji minister Dragutin Mate, ne, verjetno se ga še spomnite s to kratko frizuro, na kratko povedal, odkot ne SDS-u zdaj ta ideja, da bodo te izbrisani na podlagi odločb upravičeni do odškodnin, ne. In to ne bojo take majhne odškodnine, ampak bojo kar, ne, kar visoke, ne. Še premajhne? Še premajhne. No, pojmo, pogledamo prispevek, ne, se nam spet kregali v studiu. Zelo preprosto, zaradi tega, ker je v razsodbi sodišča, ki je na Ptuju jasno zapisano, da je bilo dejanje države leta 1992 nezakonito. Kot piše časopis Dnevnik, ki verjetno še ne veste, ga prevzema naša medijska hiša Vest, ki jo bo skupaj z Dnevnikom potem v bližnji prihodnosti prevzel manični poet SP, ki, kot se govori, bo objavil kmalu namero za prevzem oziroma neko obliko povezovanja z Istrabenzom, ne, ki je tako klavrno končal. Ne. No in ta selitev ministrstva za notranje zadeve v novo stavbo močno bo obremenila javne finance. Stroški ministrstva za te poslovne prostore, luksuzne, neverjetno, bojo imeli usnjene stole in tako, se bodo pa po selitvi zelo povečali, ne boste verjeli, ne, ob vsem tem varčevanju. Ministrstvo zdaj za najemnine recimo plačuje okoli 800 000 evrov na leto, po tej selitvi, ne, nekaj časa bo trajalo, da te kombi grejo gor pa dol v to novo stavbo, ne bi pa najemnina znašala, zdaj pa paste, ne, malo vdihante, pauza, 4,5 milijona evrov na let. Koliko je to razlike, Šiško? To je 3,7 milijona, ne? Se pravi 3,7 milijona, če bi Pahor, ne, recimo zdaj, ko špara na kavi, bi verjeten do konca življenja, ne, bi s to kavo, verjeten bi nabral, ali če bi v celo javno upravo še zdravstveni domovi pa vse zraven šteli. 11 centov mu zmanjka. Kava se more podražiti. Najemno pogodbo, ne, je pa podpisal, zdaj pa paste, ne, smo že prej omenjali to, ne, zdaj v tej modnem kotičku, takratni minister z najbolj modno frizuro in tudi najbolj enostavno za podtušem, Dragutin Mate. Ministrica je bila prvi dan od primopredaje detaljno seznanjena za tem projektom in koliko sem jaz seznanjen, si je ta objekt tudi že v živo ogledala z VD generalnim direktorom. Jaz še nikoli nisem bil na tem objektu, ne vem, kako daleč je zgrajen.
in natančne lokacije, razen da je na območju Litostroja, ne vem, ker nisem bil tam nikoli, nisem si šel ogledati nikoli. Vprašajte tiste, ki so si to ogledali. Podmladek Nove Slovenije, ne, to so te pač mladi od Nove Slovenije, te Bajukovi, se pa že odzval na pobudo ljubljanskega mestnega svetnika. Kaj, ni več Bajuk tam? Pa če sem ga zadnjič videl v Ljubljani, se je sprehajal z ženo. Ni on njihov predsednik. Una je zdaj ženska, Ljudmila, ona, ne? No, skratka, Ljudmilini mladinci, ne, so se odzvali na pobudo ljubljanskega mestnega svetnika Petra Božiča. To je tisti zguban star gospod, majhen, ampak vedrega obraza, ki predlaga poimenovanje ulice, zdaj pa paste po komu? Po Titu, ne? In Jernej Vrtovec, to je generalni sekretar teh mladih, ki sem jih prej omenjal, je pa takole rekel, ne? Vsakršna razprava o imenovanju ulic po diktatorju Titu je svojevrsten odgovor dedičev revolucije oziroma članov liste Zorana Jankovića na odkritje zločina v Hudi jami in višek cinizma do pobitih, kot tudi do njihovih svojcev. To namreč v ničemer ne prispeva k narodni sprave. Še več, s tem dejanjem bomo daleč od sprave. No, a ste slišali zdaj? A ste slišali? No, daleč od sprave smo, ki se družimo, a ne pa podpiramo diktatorje. No, je pa predsednik za spravo, ne, naš predsednik Danilo Türk, v intervjuju z Davidom Frostom, ne, verjeten je David, ne, pač judovskega porekla, ne, za, ne boste verjeli, Al Jazeera, komentiral srečanje 20 najpomembnejših svetovnih voditeljev, 20 v Londonu, to je britanska prestolnica, ki bodo skušali najti izhod iz gospodarske krize. Türk pa upa tudi, ne, in to je poudaril, da zgolj navideznih soglasij ne sme biti, ne, konc s tem virtualnim sranjem, ne. Opozoril pa je še na en vidik krize. In kjer je ta vidik? Poglejmo. Menim, da moramo biti pozorni tudi na obrobne dele sveta, saj utegne kriza najbolj prizadeti ravno države tretjega sveta. To pomeni, da moramo resno vzeti opozorila generalnega sekretarja Združenih narodov o pretečih humanitarni katastrofi na jugu. O podarjanju vabilo dneva Miha Jereb. V teh dneh daritveni oglasnik Podarimo.si praznuje svoj 2. rojstni dan. Kljub krizi, ki naj bi pestila naše prebivalstvo, je še vedno precej takih, ki rabljene predmete raje darujejo, kot da jih zavržejo. Ste se vprašali, kam za vsemi stvarmi, ki jih imate po omarah? Sedaj veste. Seveda pa imate tudi drugo možnost. Pomladni meseci so namreč meseci zbiranja kosovnih odpadkov. Vendar, kot je opaziti, mnogi raje darujejo svoje odpadke kar preko daritvenega oglasnika. Kako ne, če pa ob tem dobijo tudi brezplačen odvoz, kar od doma? Se sprašujete, kako se znebiti stare sedežne garniture iz 5. nadstropja? Hecam se. Darujte stvari, katere bi tudi sami še uporabljali, in ne stvari, ki bi se jih sramovali tudi sami. Je pa opaziti precej ljudi, ki svoje še uporabne stvari, recimo omare, odpeljejo na zbirno mesto kosovnega odvoza in ker seveda ne želijo, da bi kdo še uporabljal, jih razbijejo. Upam, da vi niste eni izmed njih. Daritveni oglasnik Podarimo.si je precej preprost za uporabo, zato precej ljudi prek njega daruje predmete. Še več pa je tistih, ki se za predmete zanimajo. Večina predmetov je podarjenih že po nekaj minutah, ker se ljudje tako zagrebejo za brezplačne stvari. Mimogrede, šenkanemu konju se ne gleda v zobe, kot pravi pregovor. Vam svetujem, da oglasov ne oddajate v poznih večernih urah, če nočete, da vam celo noč zvoni telefon. No, če ne prej, vas bo ob 6. zjutraj zbudil telefon, ko se bo prvemu zazdelo, da je že primeren čas za klicanje. Še je čas, da se tudi v vas prebudi kanček solidarnosti. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. No, nocoj, ne, to je pa danes večer, ne, pred nočjo, ne, oziroma že po noči, ampak pred polnočjo se bo po stari mestni elektrarni, ljubljanski, ne, zgodila nova plesna predstava, Francozinje, zdaj ne bom znal verjetno prebrati, tako da me vse skurcalo v komentarjih, Jasmine Hugonet z naslovom AA. Po 2 letih bodo tako skupaj zopet zaplesali Ljub Abramoviči, ni v nobena sorodu z Abramovičem, Maksim Lenareli, Gregor Kamnikar, on je verjetno tam nekje z unih koncov Sthinske doline in Teja Reba. Ne? Za živo glasbeno spremljavo bo poskrbel tudi en kompozitor, ki pa še violino igra, to je pa Michael Nic. Ne? Nic. Ni nice, nic, nik ali pa nic, no, ne mi oprosti. No, poglejmo jih.
še vreme je toliko kurcu, da si tudi omembe ne zasluži v vesteh. Kar pogledajte čez okno, pa boste videli, kakšno sranje je. Se bo sonce zdaj. Ma, bo, ja, bo. To je že Una rekla, kva je Una na popu? Katja. Vse ne vem, kva je. Katja Šeruga mogoče. Katja Šeruga je rekla, da sonce, ja. Kar nega pokaže. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti, pa se opravičujem, no, da sem bil malo bolj neurejen, ampak no, torta je bila povsem dobra.